Dr. Klemen Grošelj, vi ste organizator današnjega srečanja tukaj na Posavcu v Houstonu Resort. Kakšen je pravzaprav namen, da seznanite vaše člane LMŠ-ja z vašim delom, kaj zastopate? Poglejte, današnji dogodek je pravzaprav organiziran zaradi treh razlogov. Prvi, mogoče najpomembnejši razlog je bil ta, da sem v svoji kampanji izredno poudaril, da si želim imeti pristni neposreden stik z volilci in volilkami, oziroma da imamo pogled pravzaprav, kaj se dogaja v moji volilni enoti. In to vrstni dogodek, kateremu smo priča danes, je pravzaprav po mojih iskrenih načrtih samo prvi od množice podobnih, ki bodo se zgodili v naslednjih 5 letih, koliko časa traja moj mandat. Drugi je tudi ta, da pripadam politični skupini Prenovimo Evropo, Renew Europe, katere ena ključnih političnih izhodišč je, da se ukrepi neposreden stik z volilci in volilkami. Se pravi, v preteklosti smo pogosto poslušali očitke o demokratičnem deficitu Evropske unije, kako ljudje ne morejo vplivati na odločitve, ki se sprejemajo v Bruslju. No, moja trdna zaveza je, da poskušam ta deficit oziroma umiliti, kolikor se le da, s tem, da imam ta neposredni stik z ljudmi, da vidim, kako razmišljajo, kaj razmišljajo, da vidijo, kako pravzaprav Evropski parlament deluje. No in to je tudi v bistvu tretji razlog, zakaj današnji dogodek. Nekako želim predstaviti ljudem, da pravzaprav niso brez vpliva, da so tu poti, kako vplivati na odločitve znotraj evropskega prostora, da je Evropski parlament pravzaprav tisti forum, tisti organ, tisto telo, ki jim lahko tukaj najbolj pomaga. In tako sem predstavil, kako pravzaprav Evropski parlament deluje, kakšna je sestava, kakšna je vloga političnih skupin in seveda jih pozval in tudi pozivam pravzaprav vaše gledalke in gledalce, da seveda ne varčujejo, naj ne oklevajo in če imajo neko željo, neko pobudo, interes, seveda naj nas kontaktirajo in nas uporabijo kot svoje glasnike v evropskem prostoru. Kako ste zadovoljni z današnjo udeležbo? Zelo sem zadovoljen, udeležba je nad pričakovanji, jaz upam, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. To kaže, da pravzaprav med našimi ljudmi v Sloveniji je interes za Evropsko unijo, da tisti podatki, ki so govorili o nekem evroskepticizmu, pravzaprav ne držijo in da ljudi na eni strani tako zanima, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu, kaj se dogaja v evropski politiki. Jaz tudi upam, da bo ena posledic tega ali pa nek zaključek tega dogodka tudi to, da se bodo ljudje bolj intenzivno in pogosteje obračali na nas v evropske poslance. In kakšni so vaši občutki po dobrem letu, odkar ste v Bruslu? No, ta čas je malce krajši, po dobrega pol leta. Ja, poglejte, evropski prostor, mi se moramo zavedati, Evropska unija je projekt, v katerem trenutno sodeluje 28 držav, ena država se sicer si želi izstopiti, bomo videli, ali bo in ko bo, če bo izstopila. Poglejte, tu je 24 uradnih jezikov, ki se uporablja. Gre za prostor, ki je zelo raznovrsten, ki zahteva mnogo usklajevanja, mnogo pogovarjanja, mnogo kompromisov, vendar na koncu lahko rečemo, da gre za uspešen projekt, gre za del sveta, ki je danes velja za področje v svetu, ki ga označuje predvsem visoka stopnja blagostanja. Seveda tu so mnogi izzivi, veliko dela je še pred nami, a vendarle smo lahko na eni strani zadovoljni za Evropsko unijo, seveda pa vedno so možne izboljšave in tukaj vidim tudi svojo neko vlogo in poslanstvo in seveda si želim, da bi me potem podprli Slovenci in Slovenke in mi pomagali na tej poti, da spremenimo, da še izboljšamo to Evropsko unijo. Torej, kakšna je moja naloga? Se pravi, Evropski parlament je del zakonodajnega telesa, poleg Evropskega sveta pravzaprav potrjuje in sprejema zakonodajo evropsko, ki potem velja za vse države članice oziroma za celotno Evropsko unijo. Torej gre za zakonodajni postopek, potem imamo tukaj tudi tako imenovano nadzorno funkcijo parlamenta, ki nadzira delovanje evropskih inštitucij in pa potem je tukaj še ta proračunska funkcija, se pravi, odobravamo letni proračun in pa tako imenovani večletni finančni okvir Evropske unije. Gospa von der Leyenova je že izbrala evropskega komisarja, ki ga imamo v Bruslu. Ja, trenutno je proces, mogoče najbolj aktualen proces to, da se oblikuje nova komisija, ki bo predvidoma, če ne bo kakšnih nepredvidljivih zapletov, svoj mandat začela 1. decembra letošnjega leta. Trenutno nova predsednica von der Leyenova je že izvoljena, se pravi, parlament jo je že glasoval in je dobila zadostno politično podporo v njem. Kot sem že dejal, je v teku, se pravi, zaslišanja posameznih komisarjev.
Naš komisar pokriva, gospod Lenarčič, bo pokrival področje kriznega upravljanja, on je zaslišanje že opravil v parlamentu, to zelo uspešno, tako da sedaj pravzaprav samo čaka na potrditev, ker parlament vedno glasuje o celotni komisiji. Koliko besede ima sploh Slovenija v Evropskem parlamentu, glede na to, da je toliko držav? Poglejte, zdaj tukaj moramo ločiti dve zadevi. Se pravi, tukaj imamo Evropski svet, kjer je pravzaprav tisto telo, kjer država neposredno uveljavlja svoje interese, medtem kot Evropski parlament je bolj organ, ki pravzaprav je zastopniški organ, kjer pravzaprav se zastopajo interesi volilcev in volilk na ravni celotne Evropske unije. Seveda to ne pomeni, da evropski poslanec iz Slovenije ne bo podpiral interesov Republike Slovenije, vendar tukaj se pričakuje od Evropskega parlamenta malce širši pogled. Seveda je pa treba poudariti, da Evropski parlament kot tisti, bom rekel, edina evropska institucija, katerega člani so izvoljeni neposredno na volitvah, ima določeno moč in seveda, kot sem tudi danes na našem srečanju poudaril, si želim, da bi ljudje nas uporabili, ker mi smo pravzaprav v Evropskem parlamentu zaradi vas in za vas, za državljank in državljanov, naj nas kontaktirajo, nam posedujejo svoje pričakovanja, želje, videnja, kaj bi si želeli in potem bomo to lahko zastopali znotraj Evropskega parlamenta oziroma najprej znotraj naših političnih skupin. Kako pridobivati evropska sredstva? Velikokrat slišimo, da Slovenija premalo, kljub temu, da pravite, je bilo 245 milijonov evropskih sredstev, pa vendar velikokrat slišimo, da jih premalo uporabljamo. Poglejte, vprašanje evropskih sredstev je v bistvu tukaj dvojno. Mi imamo na eni strani sredstva, predvsem tu izstopajo sredstva za razvoj podeželja in kohezije in tukaj je dejansko večja vloga, bom rekel, nacionalne države in pa seveda lokalnih skupnosti pri tem črpanju. Na drugi strani imamo tako imena programska sredstva, kot so recimo sredstva iz področja razvojno-inovacijskega tehnološkega programa, recimo Horizont 2020 in tukaj pa predvsem to črpajo, se pravi, pridobivajo ta sredstva na razpisih naša podjetja in raziskovalne organizacije. In tukaj recimo Slovenija velja za bolj uspešno državo in tukaj je tudi bilo to počrpano ta količina sredstev, katere ste vi omenili, se pravi 245 oziroma 240 in še nekaj milijonov evrov. Torej, tisto, kar jaz opažam skozi razprave tudi v parlamentu, Slovenija je na nekaterih področjih, predvsem pri črpanju teh različnih evropskih virov, na enih relativno uspešna in je primerljiva z drugimi, recimo bolj razvitimi državami članicami, ima pa na drugih področjih, tukaj na koheziji, pa tudi mogoče na podeželju, določene izzive, vendar, kot sem rekel, tudi tu na tem področju vlada je že sprejela določene ukrepe, ki bodo pospešili uspešnost črpanja teh sredstev. Kot bivši minister za kohezijo, od česa je pravzaprav odvisno, kako bodo občine črpale in koliko kohezijskih sredstev imajo nekje na razpolago? Ja, črpanje, ta splošen pojem, vsebuje več faz tega procesa. Občine, se pravi lokalne skupnosti, bodo ta sredstva uspešno črpale pod pogojem, da bomo imele ustrezne kadre. Mislim, da se v tem trenutku je manjko usposobljenih kadrov, jaz govorim za celo Slovenijo, na podlagi mojih izkušenj je ključen problem so ljudje, ki to politiko operativno vodijo, še večji problem pa je strategije posameznih občin. Treba je začrtati smeri, v katere občine bodo šle, se pravi, kaj je prioriteta, in na podlagi dobro pripravljenih projektov posamezniki lahko kandidirajo. Se pravi, upravičenci so na nebroj področjih možno pridobiti sredstva, potrebujejo pa jasno vizijo svojega razvoja in pa ustrezne kadre. In mislim, da so na kadrih, na usposabljanju, tudi splošnem usposabljanju in spoznavanju kohezije kot pojma, na temu je siguren potrebno narediti občutno več. Sploh pridobiti kohezijska sredstva, prijavite se na razpis. Veste kaj, v vseh, vsaj področjih kohezije so posredniški organi ministrstva, razpisujejo posamezne vsebine, teh je ogromno. V tej finančni perspektivi 2014-2020 je do tega trenutka prek 5000 projektov prijavljenih,
kar pomeni, da je to živ organizem, razpisi, direktne potrditve potekajo, bom rekel, skoraj vsak dan. Treba je biti aktiven in prepoznati svoje potrebe in možnosti za pridobitev sredstev. Ali je v koheziji razporejeno, koliko sredstev pripada kateremu področju, kaj pripada kmetijstvu, kaj pripada trajnostnemu razvoju občin? Vse. Kmetijstvo ima svoj operativen program, ki ga sam upravlja in je vezan na razvoj podeželja. Kohezija pa ima znotraj svojega programa 11 prednostnih osi, vezane so na ekologijo, brezogljično družbo, raziskave, razvoj, energetiko, sanacijo starejših, degradiranih področji, stavb, aktivna politika zaposlovanja sodi tudi v to področje. Nebroj teh področji je v bistvu zaobsega celotno življenje ene družbe. Katere so tiste občine, ki znajo in imajo usposobljen kader, da čim prej lahko pridobijo ta sredstva? Na vsak način na prvem mestu so mestne občine, ki so združene v Združenje mestnih občin Slovenije. To gre za 11 mestnih občin, med njimi tudi Kranj. Za Kranj lahko rečem, da je uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev. Predvsem, kar zadeva Cerkelj, je vezano bolj na statistično regijo Gorenjske, znotraj katerega pridobi svoj delež. Na vsak način pa možnosti je veliko, le treba je imeti jasno željo in cilj, pa potrebo. Kako je z gornjesavskimi občinami? Kakor kjera, mislim, da nekateri so usmerjeni bolj v posamezne projekte, vezane na, mislim, da na infrastrukturo, zlasti Bled, se prizadeva za reševanje te njihove obvoznice in pa tudi kolesarske steze so zelo popularne. V bistvu pregled bi pokazal, da vsak kar nekaj dobi, je pa tisto, kar bi bilo smiselno, da bi se posamezne občine povezovale in najdle skupne temelje za projekte, ki bi šle preko občinskih meja. To nam najbolj primanjkuje, se pravi medsebojno sodelovanje in skozi sodelovanje so tudi rezultati lahko večji. Ste bili prej seznanjeni z delom v Evropskem parlamentu ali je za vas to poučno, seznanjate s tem? Ja, danes je kar dosti poučno, drugače pa sem kar dosti spremljam politiko. Jaz mislim, tudi naša ta dva poslanca, ki ste pač v Evropskem, sta tudi primerna. Ne boste tam sam kimala in boste res našo državo zastopala. Da se boste borila, ker eni odvisno, kakšni so. Jaz močno upam, da in tudi verjamem oba, da delate za dobro Slovenije. Vaša stranka je vodilna v državi in seveda imate več možnosti kot katerakoli druga stranka, tudi največ glasov. Seveda lahko povemo, da gre Lista Marjana Šarca, da gre za stranko, ki je danes seveda prva med strankami v koaliciji. Imamo tudi seveda premierja in pri tem moram povedati, da je to stranka, ki pač stavi na dialog. Stranka, ki mora danes nekako usklajevati različna mnenja znotraj koalicije in temu primerno je seveda treba seveda dajati tudi dosti energije v to, zato da ta vladna barka pluje v tisto pravo smer, kamor smo jo nekako utirili oziroma usmerili. In kako koalicija naprej, brez Levice? Ja, to pomeni, da bo potrebno seveda iskati dodatne glasove znotraj parlamenta, pri tem pa seveda verjamemo, da glede na programske usmeritve seveda Liste Marjana Šarca in pa drugih koalicijskih partnerjev, da ne bo težko najti določene podpore. Jasno je pa, da gre še vedno za manjšinsko vlado, kar pomeni, da bo potrebno iskati seveda nekako po projektih, po posameznih teh projektnih bomo rekli nalogah, tudi neko podporo znotraj parlamenta.
Najbolj pomembno pa je to sedaj pri proračunu za 2 leti. Ja, proračun je pač v zadnjih dneh ena izmed tistih temeljnih tem, o katerih se seveda veliko govori, veliko piše. Predvsem je treba veliko usklajevati. Usklajevanje je pač ključ do uspeha in zaenkrat se kaže, da bo nam uspelo. S čim ste seznanili tukaj na srečanju vaše člane LMŠ-ja? No, pri tem je treba povedati, da seveda je to stranka, ki nekako povezuje ljudi od te lokalne ravni našega članstva, seveda do naših evroposlancev, tudi torej delovanja na evropski ravni in nekako poskušamo peljati to zgodbo tako, da razumejo naši ljudje in da vidijo možnost, da je dobro sodelovati s stranko, torej listo Marjana Šarca. Zakaj? To je tista lista, ki nekako omogoča, da delujejo tako v lokalnem okolju, na nacionalni ravni, kot seveda na evropski.